Lepo pozdravljeni v podcastu Zevo. Danes z mano v studiu glas, za katerega ga lahko rečem, da prepoznajo vse generacije, še vedno ga zelo radi poslušamo, predvsem pa se mi zdi, da je to glas, ki je kdaj pa kdaj tudi nekoliko uporniški. Vili Resnik. Lepo zdrav seveda tebi in vsem gledalcem podcasta, oziroma kako se reče podcast. Tako smo lepo napovedala. Veš kaj, so rekla, omenila glas. Jaz se veliko krat, ko gremo s familijo, poskušam skriti, zato ker pač moji bi radi malo imeli intime, da smo svoji in si dam gor kapo in očala. Ampak ko odprem usta, ko začnem govoriti, starejši ljudje kar pogledajo, a niste vi tist? Ta glas je očitno res, ljudje so si ga zapomnili. In zato sem rekla glas in ne moški ali oseba ali pevec, zato ker se mi zdi, da je res en tak prepoznaven. Tudi jaz kdaj, ko te na kakšni radijski postaji ujamem, tudi če po prvi besedi že vem, da si ti, no. Potem pa res grdo govorim, ne, se hecam. Ampak očitno pomeni, da je ta glas že toliko let, je pa res toliko let sem že na sceni, da so se ljudje zapomnili ta glas, to pa je res. Rekla sem včasih tudi uporniški, a bi se s tem strinjal? Ja, se strinjam v polnosti, res zato, ker bolj bi bilo pametno, če bi bil lahko pametnejši, bolj diplomatski in ne bi delal stvari mogoče, ki bi mi kasneje lahko škodile. In sem uporniški, rad imam resnico, poštenost, zato ker moja mama je bila pač delavka in sem to vse doživljal, te razlike in te stvari mene zelo bolijo, ko vidiš, da nekaj ni pošteno in potem sem zoprn. Postanem lahko tudi zelo zoprn. No. Zdaj k otroštvu in k temu, kar si omenil, se bova vrnila oziroma se bova tudi tega dotaknila, ampak najprej se moram zdaj dotakniti te iskrenosti in poštenosti, ki jo omenjaš. Si kdaj pri sebi ugotovil, da pa sam nisi bil najbolj pošten? Velikokrat, res velikokrat. In mi je hudo in včasih potem pokličem tudi osebe in se jim zelo težko se opravičujem, ampak se opravičujem, čeprav malo drugače, ne tako oprosti. Vse konc koncev, kdo pa nima takih stvari, se mu ne dogaja v življenju. Tako da poskušam pa biti, no. Zato, ker se mi zdi, mene mama vedno učila potem, da moraš biti kao pošten, pa delaven. Danes, potem pa jaz rečem, ker sem pa v današnjem času, pa rečem, kdor je pošten in dober, ni na dobri poti. Oziroma bi mu rekel drugače, ali naiven ali butast. Ampak to so težke besede, pa vzgajamo naprej še, da kao pozitivno in tako naprej, ampak življenje naredi svoje. In danes ni več iz tega iskrenega, odnosa, spoštovanja in te življenje pripelje do tam, da spoznavaš drugo negativno plat. Ampak sam pa še vedno vzgajaš svoje otroke v duhu poštenosti? Ja, in mislim, da to je treba. To pač čeprav včasih reagiram, ko zvem za neko nepoštenost, preveč grdo in otroci to vidijo, kar tudi spet ni prav. Ampak težko se zdržim, zato ker mi ni prav, če je nekaj narobe, pa dopoveduješ, sej bo, ne. Je treba povedati pri prvem stavku, tako je in ni prav in to je lumparija. A si zaradi svojih otrok kdaj bil glasen tudi na kakšnih roditeljskih sestankih, ker vemo, da se v šoli pa kdaj zgodijo kakšne krivice? Zdaj, ti mene, bom rekel, tako kot da bi me zasliševala, ker je nekaj res, ker imam problem s tem moja, ko greva vedeti, greva skupaj. Greva na te roditeljske sestanke in ko poslušam te zgodbe in to, kako je naš otrok, kako je naš nekaj posebnega. Seveda, vsak otrok je posebej, pa vendar, starši, ne poskušajte svoje otroke učiti, da bojo takšni kot vi, ker niste idealni. Ne bo on svoj in bo vsak vedel, kaj je prav. Ampak to, kar pa delajo, da tako poveličujejo svoje otroke, zato ker so otroci tudi vredni svojega denarja, tega pa ne moram sprejeti. Imam blazne probleme, moja prav, Vili, dej prosim, da je danes noč kaj rekel. In se nazaj držim in sem tih in se grizem, zato ker ni prav. In imam probleme za tega, Očitno je malo kriminalista v mene, ne?
A te potem, tako kot si rekel, se grizeš, ni, da te potem Tamara more brcati vmes, pa vili dost. Ja, ne, ona me pogleda, in da ne še, me pogleda in mi že da vede, da ne govori, prosim. Zato, ker težko grem mimo teh stvari, ki so zelo nepoštene. Ampak ljudje sploh ne vidijo, kaj delajo narobe, pa nisem rekel, da pa jaz vem, kaj je prav, ampak hej, počas. Večkrat v pogovorih, intervjujih rečeš za sebe, da občasno odreagiraš primitivno, oziroma tako enkrat si rekel, en intervju sem zasledila in zdaj ta primitivnost ima en tak negativen prizvok, ne? Je res, ampak veš, mene 30 let, pa rečemo 35 let že me učijo, vili, kar trajš tibot, kaj boljš to in 35 let sem bil tih. Zdaj sem pa že nekaj naredil, konc koncev v muziki, pri prepoznavnosti, da sem bili resnik, se mi zdi pa, da lahko kaj rečem. In če mislim, da imam prav, oziroma če se kasneje se res izkaže, da imam prav, zato rečem, bom povedal tako, kot si mislim. Seveda, če bi bil mlajši, bi moral biti verjetno malo bolj tih, bolj diplomatski, pa tisto Slovenci rečemo, na vse je v redu, vse je pustno, vse je brez veze, raje bo tih. Zato smo pa tam, kjer smo. Zdaj govoriš o tem, kako je bilo, a ne, pa če bi bil zdaj mlajši in tako, ampak na tvojih začetkih, ali pa če grem zdaj v obdobje pop dizajna, nora prepoznavnost. Mislim, vi ste res s helikopterjem se prpeljali na koncerte in tako. Šlo je res za res veliko popularnost. Takrat tudi verjetno nisi bil prav zelo veliko tiho, ko si mislil, da kaj ni prav. Ne, ampak sem imel čist druge interese. Mene so zanimali takrat punce in takrat je bilo to za mene sveto in način, bom rekel, eni reče rock and roll, no, ali pa karkoli, ampak to me je zanimalo. Pa bom rekel zabave, seveda kasneje v življenju prideš do neke točke, ko pa konc zabav, ko pridejo leta in drugače, bolj zrelo gledaš na življenje in ko vidiš, koliko je, bom rekel, nepoštenosti, potem seveda začneš tudi kaj govoriti in razmišljati. Kakšen stil življenja, Vili, je to res bil takrat? Veš kaj, ko gledaš filme, pa ko sanjaš, kako bi bilo, ko si enkrat popularen, fulo in tako, no, in to smo živeli mi. V bistvu mi smo živeli sanje. In kot otrok sem si to želel in tudi rekel sem, da bom pač nekoč, takrat sem že naredil napako, da sem rekel, da bom pevc. Čeprav mama rekla, da ne boš nikoli. Ne, mama je znorila, čist znorila, njena sestra, oziroma teta moja, ko je izvedela, da bom jaz kao, sem rekel, da bom pevc. To je bilo noro, to je bilo res. Veš, oni so imeli drugačen pogled, oni so cel življenje garali. In mama je meni vedno rekla, zakaj imam še vedno probleme, verjetno za tega, je rekla, sine, ti si rojen za to, da delaš, če boš pa kdaj prišel v pisarno, si pa uspel. In samo delaš lahko, kopljaš jarke, kopaš to, delaš take stvari. Jaz sem rekel, mama, jaz bom pevc. In evo, očitno sem imel tako željo, oziroma se to vse skupaj potem štimalo tako, kako se je štimalo in očitno je to, če človek nekaj želi, potem to tudi dobi. No, mama je verjetno to govorila in mislila predvsem zaradi tega, ker v šoli pač bi danes, če bi bil Vili 7-letni fant, 8 v šoli, bi ga danes verjetno označili kaj, kot da ima motnjo pozornosti, kakšen ADHD. Tako bi bilo. In jaz mislim, da zato nikoli ne smemo obsojati otrok, so drugačni. Tudi jaz sem prišel iz Dolenjskega, ko sem bil od jutra do večera v gozdu in pa sem me zaprl v učilnico. In še danes rečem, ne vem, kako mi je uspelo, jaz sem ponavljal 1. razred osnovne šole, da me niso dali pomožno. Ker eden, moj šolc v 1. razredu, je bil pa dober, ampak so ga dali tja na pomožno. Ampak sem možno že slabega, ampak samo dobro, da se je tako zasukalo, čeprav kasneje sem vprašal to mojo učiteljico, kako da niso to naredili. Pa je rekel, ne, Vili, ti si bil dovolj briten, samo ti si bil ena taka divja žival si bil, no. Res, zato ker pri meni jaz, da bi takole sedel, ni variante. Pa se spominjaš dobro teh občutkov, kako je bilo, recimo, ko si mogel v učilnici biti, pa nisi mogel biti pri miru?
Se spomnim, zato ker so bili skozi problemi. Zato, ker sem Si bil lumpast? Ja, lump sem bil. No, očitno sem bil res lump. Ne toliko, da bi bil žleht, ampak delal sem po svoje in vem, da sem splezel dol pod stol in potem sem se z nogami gor proti peskovniku, da sem se v peskovniku igral med poukom. To je bilo moja, zdaj mi lahko rečete, da sem zmešan, pa bom vzel to pač ja. Ampak še vedno pa rečem eno stvar, življenje uči. In sem imel sošolce, ki so bili zelo pridni, zelo brihtni, ampak so vedno samo ostali zelo brihtni, zelo pridni in zelo vodljivi. Se mi zdi, da se svet pa vrti drugam, z neko energijo, da prihaja nekam drugam, da je mogoče neka vrednota, mogoče celo več, kot pa tisti priden, vodljiv in inteligenten, ali pa rečemo pameten, dovolj pameten. Zdaj, prej si omenil to, da si 30-35 let recimo za kakšne stvari bil tiho, da danes nisi več. Ena od stvari, o katerih zdaj veliko bolj iskreno ali pa sploh govoriš, je tudi tvoje otroštvo, ker verjetno takrat v času tiste hude slave pop dizajna, verjetno to niti ni, bom rekla, pasalo nekam zdaj v kontekst, da bi ti toliko zelo razlagal o teh stvarih. Ali si? Ne, veš kaj, to zgodbo mojo z otroštva sem jaz vedel, da bom tih. Pač jaz sem jo vedel, mogoče me je bilo sram, oziroma tudi mama me je učila tako, da se o teh stvarih ne govori in bi bil tih, če me ne bi pač ena od novinark prelisičila, ker jaz sem mislil pa, da je to hčera od ene tete, pri kateri sem bil in me je v bistvu določene stvari vrgla, da sem mislil, da je to res hčera. In takrat me je dobila in potem sem videl naslednji dan, sem videl te zapiske, drugače bi bil jaz tih. Zato, ker veš kaj, ljudje so tako, so dobri, ampak v tej dobroti lahko hitro izkoristijo tudi to proti tebi in rečejo, ja, resnik pa to jemlje in govori za tega, da si bo reklamo naredil. To je bilo pa za mene najbolj nizkotno in zato sem se bal, da tega ne bi prišlo ven, ampak prišlo je ven in tega se ne sramujem, nobenega ne obsojam, ne to ne izpade kot floskula, da nobenega ne obsojam, ne, zato ker sem pač živel življenje, takrat je bilo to za mene najboljše, čeprav se spomnim, da je bilo zelo težko v čustih noter. Kasneje sem imel probleme v vojski, ko sem mogel oditi, to je bilo za mene strašno. Podobna situacija, to je bilo za zjokati. V bistvu noter... Ta odhod, ali kaj, ko sem mogel iti. Duša je pač trpela, zelo trpela, ampak zdržal sem, očitno sem se, bom rekel, pojačal glede tega in vzamem to naprej kot neko izkušnjo. In veš kaj je zanimivo? Zdaj, mogoče kdo niti ne ve, o čem točno konkretno govoriva. Govoriva pač o tem, da nisi imel lahkega in idealnega otroštva, ampak hkrati mi je pa zelo všeč, to ti moram povedati, ko sem poslušala en tvoj pretekli intervju, ko si govoril o teh stvareh, hkrati tudi poudarjaš to, kar si tudi zdaj malo navrgel, v smislu, v tistih časih pa nisem bil edini, ki sem imel takšno otroštvo. Se zato, a veš, zdaj obsojati, v današnjem času to je skoraj nemogoče. Vzgajala te bolj kot ne babica v bistvu? Ja, babica, potem so bile tudi, mi smo rekli teta in so bile zgodbe različne, zelo, zelo težke. In ja, ampak takrat je bilo to skoraj da normalno. Pač. V bistvu edina stvar, ki jo zameram tistemu času, je to, da tiste službe, ki bi morale dobiti informacije, da ta oseba, ki sprejema te otroke, ni prava oseba, kljub temu, da ima materialno dobro poskrbljeno, ni prava oseba, to je bilo hudo. Danes skoraj se mi zdi, da to ne more biti. No. Ampak, zapomnil sem si predvsem samo lepe stvari. No, seveda, še vedno se spomnim, ko sem mogel klečati cel popoldan na pesku, vam povem, da je bilo to tako bolelo kolena, to je bilo zaznano. Ampak takrat je bilo tako. Takšne recimo vzgojne ukrepe je dala babica, mama ali oče? Ne, teta. Jaz sem bil v rejništvu. V rejništvu mi smo jo rekli teta, ne vem niti, kako je bilo ime, ampak ona pač je bila, pa še nekega sina imela, ki je bil, on je pa užival v tem, da sem pač mogel trpeti. Ampak smo bili različni ljudje, pa rečemo, na koncu sem ga pa srečal, pa sem povedal, pa sicer on se je hotel pač dobrega narediti, ampak sem rekel, te ne obsojam, nimam za kaj obsojati. To je bilo življenje takrat. Imaš občutek, da danes 4 otroke imaš, da svoje otroke zaradi svoje izkušnje težke,
drugače vzgajaš v smislu, da raj na kakšen uč zamižiš, ko kaj vidiš, pa da jih malo bolj razvajaš? Ja, tukaj imam pa strašen problem, ker sem jaz imel pač tako otroštvo, seveda hočeš svojim otrokom najboljše. In ko hočeš najboljše, jih razvajaš. Pomeni zopet neka negativna stvar, nič kaj dobrega. In še ena stvar je, imam problem za avtoriteto. In jaz ne morem, ne vem, ampak enkrat sem rekel, da bom pa res udaril, da malo klofnem za to, da se zapomnijo, da ni. In tukaj imam pa problem. In ne morem. Ampak čakam en dan, ko bom pa jezen, pa bom lahko. Kako pa potem izgleda Vili, ko je jezen? Jaz imam tako občutek, da ti si zelo hiter, to, kar si rekel, impulziven, v smislu, da znaš zelo hiter glas povzdigati, ampak da se znaš pa tudi zelo hiter uhladiti. Umaknem se, pač rečem, a to je to zdaj. Ok, pa grem, kaj pa ni prav. In glih Tamara me tukaj v bistvu spodbuja, oziroma me kaže, ker ona ima glavno besedo. Jaz sem tam, jaz se čemu prosim, ampak jaz pojma nima, kaj je treba narediti zdaj. Dej, stara, dej ti to urediti. Pa dej ti kot oče, dej. Ja, bom. Vse pove, kaj moram narediti, no. Se učim. Dej mi navodila. Ja, tako. Tukaj imam problem. Tukaj res imam problem. Zdaj, eni bojo rekli, sej prav tako, ni čez prav, no. Ampak velikokrat govoriš o tem, imam problem tukaj, ali pa mogoče problem je tudi to, da sem preglasen, prehiter in tako naprej. Sej pravijo, da dober začetek je že, da se tega zavedaš. Ampak a potem tudi kaj narediš na tem področju, da bi bilo drugače ali ne? Delam skozi tem, ampak še nisem nič naredil. Zato, ker sem rekel, veš kako je, toliko sem star, zdaj pazi, kaj bom jaz se zdaj učil na novo neke stvari, so mlajši za to, pa morajo oni sprejeti tudi tako, tako da jaz rečem, iskrat ostanem od tega, le jaz sem to bolj, kar sem. In pa povem, da poskušam biti dober in da upam, da je dobro, čeprav sem tudi jaz zoprn. Ba je, da sem tudi jaz zoprn, veš, tudi pa jaz nisem vedel, ampak sem tudi jaz zoprn. Aha. Tamara pravi, da sem lahko to, veš kaj, jaz sem strelc in špikam in se zavedam, ampak lej, bom rekel tako, se zavedam tega, je fino, no, mislim, če imaš špika, še kar dobro. Pa imaš to srečo, da imaš ob sebi nekoga, ki to špikanje lahko prenese in vzame kot, ne kot zelo namerno, ne, ampak kot del veze. Na začetku je to vse lepo, pa ko pride pa življenje, je pa spet drugače. Naprimer, meni je fino, naprimer, ko jaz pridem v nedeljo počivam, potem pa pride po nedeljek zjutraj in ko ga mora je Tamara v službo in potem mi rečem, draga princesa, kaj bi rada ono to, in potem jo malo hecam, una sa živčna in prav, Vilija, lahko prosim nehaš, ono ne, pa jaz težko neham potem in tukaj imamo problem, ampak to je življenje, smo različni, ne. Jaz si mi rekel, le pač, če bi bil normalen, bi hodil v službo 8 ur, tako kot ti, ker sem pa nenormalen, sem pa pač umetnik. Zdaj, s Tamaro sta že dolgo časa skupaj, ja, kar nekaj časa, že 20 let, zdaj malo več je. Kako težko je ohranjati dober odnos z svojo poklicno potjo oziroma s tem, da si veliko odsoten čez vikende, da tudi verjetno potem drug dan po vseh nastopih, sploh kakšnih rojstnih dnevih in tako si utrujen, verjetno ni prav zelo veliko od tebe naslednji dan? Zelo težko. Ni tako enostavno, kot zgledamo, bom rekel, ono kao življenje vzameš, pa je vse laufa samo od sebe. Veš, veliko krat mi reče Tamara, Vili, a bomo mi sploh kam šli? Oni bi radi šli v nedeljo, mogoče nekam ven. Pa jaz rečem, jaz sem tako zmatran, ampak včasih pa tudi jaz rečem, da je ok, pa gremo. Pa tudi, če bom šel, bom pa malo z belim gledal, ampak nič hudega. Ja, je naporno, drugače je, vendar se tudi ona je vedela v bistvu, kaj gremo. Tako je treba sprejeti. Nobene stvari v bistvu v življenju ni idealna. Vedno je treba se čemu odpovedati na račun tega, da potem to funkcionira. Zakaj se mi zdi, da se čez kakšne ovire v življenju spopadaš z veliko mero humorja? Ker se mi zdi, da je to najboljše, pa nekako, da me ne bo vzel preveč resno. Ker če bi vzel preveč resno, pa bi imel probleme. Ja, mislim, bi rekel, resnik, a si ti v redu ali nisi v redu, ne? Ker pa grem to preko humorja, mi pa dobro in nekako to se umehča vse skupaj. Ampak verjetno takrat, ko pa se situacija od tebe zahteva, da si resen oziroma da gre za neko resno situacijo, takrat pa verjetno tudi Vilija lahko v malenkost drugačni
luči vidimo, spoznamo. Seveda, nisem zdaj, mislim, se sem drugačen, ampak ko so resne stvari, so resne stvari. Posebej imamo zdaj problem, naprimer, ker je sin hodil v 6. razred in je zelo zahtevno. In se čutim, včasih kar mi je težko, ker ne morem pomagati. In evo, jaz sem, naprimer, lahko sem doma, ampak jaz sem rekel, jaz tega ne znam, res ne znam, mislim, ne znam nič. Niti se ne potrudim in se tega zavedam. In to je taka resna stvar in potem prihajajo tudi te rezultati, ki mogoče včasih v trenutku niso najboljši in potem si rečeš, mislim, kaj narediti. Ne vem, kaj narediti. Priznam, pa tisti moment še rečem, bom pa jaz pomagal, pa potem že naslednji uro, 2 pozabam in se umaknem. Ampak to je življenje, to je zdaj ratalo strašno. Mislim, ne vem, kaj se je spremenilo, da je zelo drugače ratalo, posebej naprimer za nekoga, ki je zaposlen. Bom rekel, zelo sem jezen tudi na ta sistem v šolah, ker jaz sem vedno vzel šolo tako, da ne bi otroke učili v šolah. Ne, oni pa zdaj grejo, samo vzamejo, bom rekel, neko novo stvar in starši učite se. Starši pridejo 5. popoldan, je treba narediti nekaj za večerjo. In potem se oni učijo 1-2, mislim, noro, narobe svet. In me ima, da bi poklical, ker imam dosti tega, ker mi delamo v bistvu neke otroke, ki bojo kot roboti, ki bojo brez osebnosti, brez svojega življenja, to, kar bi oni hoteli, totalno zgrešeno. Ampak seveda samo govorimo, nadaljuje se pa življenje in ni prav. A veš, zato sem prej rekel, življenje je učitelj. Lahko si ti pameten, kakor hočeš, ampak si rekla prvi vtis. To je pomembno, kako se znajdeš v določenem okolju v tistem momentu, da ljudi prepričaš, da je to. Ampak ne pri nas, ne, mi gremo nekam, bomo učili vse zgodovino, kako je on tam naredil to. Prav je, če te zanima, uce in prav je. Ampak če pa toliko stvari naenkrat, si na koncu nič ne bo zapomnil. In tukaj je problem in gledam svoje otroke, ki v bistvu so kar en taki, skoraj že malo zafrustrirani ratali, ker se bojijo šole. Pa se ti zdi, da se takrat, ko pride do, zdaj si sina omenil, ko pride do tega, da ima neko stisko zaradi šole, kaj takrat sploh pride k tebi v narekovajih po pomoč, po tolažbo ali... Ne, vse to je tisto, ker jaz vedno rečem Tamari, ona je gospodarica naše hiše in otroci imajo, ona je prva za njih. Hmeje se nikoli ne stisnejo, zato ker tudi jaz sam nisem dovolj naredil, zato da bi se prišli hmeje stisniti. Hnej se pa hotel stisniti. In vedno ona daje uteho njim, zato da se počuti bolj varnega, kar je pa zelo lepo. Jaz na žalost tega nisem naredil, nisem uspel, ker sem bil tudi sam vzgojen, v bistvu, da sem sam živel kot otrok. Tudi, ne? In tukaj imam problem in priznam, ampak pa poskušam nekako rešiti preko drugih stvari tudi, konc koncev. Zdaj, glede na to, da imaš 2 otroka iz prejšnjega zakona, bi človek rekel, morda se je pa na tej izkušnji takrat naučil, da če pa bo šel na novo v neko pot, družino, bo pa delal kaj drugače. Kako je s tem? Mislim, da ni čisto tako. No, to je moje mnenje. Vedno delaš napake, ker si vedno samo ti, s svojimi lastnostmi, s svojim načinom življenja in vedno delaš iste napake. Pa si rečeš, čas je, da se vzameš v roke, ampak veš, kako je lepo živeti včasih, imaš bolj mirno, da se ne treba sekirati za določenih stvari, pa pomagati, pa tako naprej. Mogoče to res malo egoistično, ampak to je življenje. Hvala Bogu, da so eni rojeni za to, da imajo več občutka, jaz imam do sočloveka za pomoč imam strašen občutek, ampak do svojih pa sem mogoče včasih celo malo nepošten, da se premalo ukvarjam z njimi. Zdaj, glede na to, da si prepoznaven, da imaš za sabo, koliko zdaj, 30, 35, 37 let karijere. Ja. To so številke, ki zagotovo pomenijo tudi to, da ljudje radi preberejo o tebi kakšno stvar, ki drži ali ne drži. Radi se ukvarjajo z tvojim življenjem. Recimo, to se mi zdi, da se pač v Sloveniji še vedno kar pogosto dogaja. Tudi če bi zdaj midva govorila, ne, pa sej ni tako, ampak v resnici je.
Ne? Verjemi, da je, pazi, jaz sem tako rekel, seveda novinarji bi radi dobili informacije o familiji, o otrocih, o ženi in tako naprej, ampak jaz sem pač, tako smo se zmenili s Tamaro, da se ne bomo tako izpostavljali. V prvem zakonu smo se izpostavljali, takrat je pa čisto drugačen življenje, drugačen sprejem med mediji in tako naprej. Tukaj smo pa rekli, da se bomo umaknili in se mi zdi prav, če sva se tako odločila. Seveda novinarji se s tem imajo dolge nosove in potem noče toliko pisati o tebi in pišejo vsem tam, bom rekel, nekaj neumnosti. Jaz rečem, pač ne morem. Jaz sem glasbenik in se ukvarjam z glasbo, bi še želel v glasbi, vendar to njih pa ne zanima in pač v redu. Ampak vedno najdemo neki kompromis in lahko funkcioniramo konec koncev. Ampak tudi, kot si rekel, tudi časi so bili takrat popolnoma drugačni. Takrat je res še veljalo, da si šel v revijo, v trgovino, ki jo skupil revijo, zato da si prebral zadnji intervju z William in konec nikoli ne pozabil. Zdaj se bom pohvalil, dragi gledalci. Se bom pohvalil, jaz sem bil vmes 2 ali 3 sem bil najbolj seksi zemljan. Si moš misliti, Zara, kdo bi si mislil to? Mislim, v delu sem dobil takole, jaz pa gospod Kučan sva bila najbolj iskane osebe in vem, da smo šli z mojo bivšo, še s prvim, smo šli, takrat je bila še Čopova zelo aktualna hoditi in potem seveda so me punce prepoznali in to je bilo toliko vreščanja in potem je še ono znorila, a bomo imeli sploh kdaj mir, da bomo lahko živeli kot ljudje, ampak to je vse del življenja, jaz sem pa sanjal o tem, meni pa lepo. To je bilo priznanje in to je to, ampak to treba vzeti za kup in zdaj seveda je drugače to, zdaj ni več tako in čisto drugače se dogaja. No. Zdaj so pa všečki, pa lajki. Tako, ampak jaz sem toliko star, da to gre mimo tega, ker ne vladam. Tehnologija. Mi zelo uživamo v tehnologiji, predvsem v fotografiji, o fotoaparatih in določenih stvari za muziko, ampak ostalo pa tiste Facebooke, to je vse moram. Ampak to bolj puščam zdaj otrokom, da oni to štimajo. Ta malo me je prijavil na TikTok, ta malo me je prijavil na Instagram, jaz sem se pa prijavil na Facebook. Super, generacijsko ste si porazdelili. Odlično. Koliko je šlo pa recimo nekdanji ženi ali pa recimo Tamari zdaj, koliko imaš občutek, da gre lahko partnerju ob tebi na nek način mal, kljub temu, da vzamejo v zakup. Ampak ta prepoznavnost, sploh časi, ko so bili časi res ultra popularnosti, to ni lahko, ne? Ni lahko, zato pa se glasbeniki predajo določenim stvarem in v bistvu zavozo življenje. Ker pač tako je, noči so, in posrkate to noter, verjetno. Seveda, in ko se enkrat tako močen, tako popularen, pomeni, da boš splaval tako, kot je pač, kakor bojo mediji narekovali. In moraš sprejeti to, ni tisto, jaz to ne bom. Ne, potem ti ne bo ratalo, potem ne boš nič. In moraš biti, seveda pa moraš imeti neko mejo, pa vedeti, dokje lahko greš. Zdaj pa, da ne bova čisto samo o zasebnih stvareh, greva zdaj midva tudi še malo glasbi. Super. Zdaj, to bi bilo malo zoprno vprašanje, kako težko je bilo takrat sprejeti, da pač nisi več del skupine in da greš na samostojno pot, ampak bolj me zanima, kakšne občutke si imel v sebi, ko si kar naenkrat bil Vili Resnik na odru, se pravi, Vili Resnik nekam pride in ne več. Ko se spomnim tega, ko sem delal plakat, ko je pisalo Vili Resnik, sem rekel, kaj bojo napisali Vili, Pili, Mili, pesnik, resnik, vesnik, vse se bojo delali norca z mene. Nikakor mi ni to šlo v glavo, ali pa Vili, kakšno ime, še danes si rečem, kakšno ime Vili, mislim, to sploh ne paše, ampak zdaj sem se že navadil. Nam bi bilo kar malo čuden, če bi bil kaj drugega kot Vili Resnik. Jaz pa takrat ti bom povedal pošteno, meni je bilo to tako ugabno, tako nekako, nisem vedel, kaj narediti, da bi to zamenil. Ker res mi ni pasalo, res ubijajoče mi je bilo. Pa si razmišljal o kakšnih umetniških imenih? Sam da ne bi bil Vili, pa Resnik. Kakšen Resnik, mislim, ko resen. Ne gre glih tep, ne? Ne, pa to pa res, to pa igra. To se pa nekdo malo poigral. Ja, tako. In ko sem šel stran, ti bom povedal tako, to so bile strašno težki časi. Vsakič, ko sem videl, zdaj lahko povem, zdaj let nazaj, ko sem jih videl pač po dizajni na televiziji, jaz sem mogel za 3 ure spati. Pomeni, da sem bil verjetno delno v depresiji, ker sem padel v depresijo, ker mi je bilo ubijalsko. Potem se spomnim, ko smo bili na EMI. Sem jaz prvo rekel, da bom šel na EMO, že bilo skoraj, že gotovo prijave, pa so se pa še one prijavili
In so rekli, resnik, požrali te bomo. In so rekli, lahko, pač jaz rečem, lahko, vsak ima možnost, ampak jaz se bom tudi trudil. In potem smo imeli tisto bogo, ne boga, ali pa tisto noro emo, ko so še oni gor. In ko sem jaz zmagal in ko sem videl številke, to je bilo za mene nekaj največji uspeh v življenju, sploh zakaj, ker je bilo res naporno. Veste, ko bi videli, kaj se vse dogajalo od zadaj za kulisijo, te eme, to je bilo noro, ampak to je življenje in jaz rečem, šola, vsi smo se nekaj iz tega naučili, jaz sem odnesel dosti pozitivno, se mi zdi pa, da so ljudje tudi videli, da nisem tako slab, kot so v bistvu pisali, hoteli pisati slabo o meni. No. A se ti zdi, da je šlo takrat tudi za en tak boj egotov? Ja, 100%. Ampak, še enkrat bom rekel, tudi Vili Resnik ni čisto nedolžen. Tudi jaz sem nisem užival. Meni je bilo dobro, če oni niso imeli tazega uspeha. Ampak to je človeško, se mi zdi. No. Mislim, zato pa pravim, da nisem najbolj pošten, ampak še vedno pa postalim, se mi zdi, poskušam biti dovolj pošten. Kako bi pa danes opisal odnose med vami? Kdaj se je pol tehnica prevesla, da ni bilo več tizga, da ste grdo eno drugmu? 2-7, ko so fanti v bistvu res bili v zelo slabem stanju, pa so me prosili, če bi pač prišel pomagati nazaj, da pač pridemo nazaj. In sem šel pomagati, ampak že prvi nastop je bilo evidentno, da je spet vse isto kot prej. Nisem dobil nobenega občutka, da so fanti skužili, da so drugačni časi, da imam jaz svojo solo kariero tudi, ki je zelo uspešna. Ampak potem sem pa tudi fantom rekel sestanek in sem jim rekel, da je prav, da pokličejo Mirana, ker jaz se pač zaradi muzike ne bom kregal, ker ne rabim tega. In pač je bilo tako. In tudi za nas, ko poslušam tole, naprimer, ko so bili različni govori, ki je to tudi govoril, mi ni prav, zato ker se mi zdi, da ljudi tudi konec koncev niti ne zanima. Bilo je lepo, lepi časi so bili, vsi smo uživali takrat in treba vzeti samo pozitivne stvari. No. V bistvu tako enkrat si rekel, ne, pa ja, sej mogoče seveda, če poslušaš Toneta, je več glav, več zgodb, kakorkoli. Ja, tako. Ampak vseeno se pa spomnim, da si enkrat rekel, v bistvu, če pomislim za nazaj, čiza brez veze smo se mi neki en drugega si podajali, ampak tako kot da bi človek rekel, takrat noben od vas ni znal čisto dobro nehati. Ampak ste se tudi kar mečkeno hranili s tem, da ste tako. Ko je enkrat uspeh, ko je enkrat denar, človek zgubi malo razsodnosti, pa mečken zgubi tistega, kar bi moral skozi imeti, malo razmišljanja. Ampak to je življenje, jaz sem jim še vedno res zelo hvaležen, da so mi sploh pregovorili, da sem jaz še vedno bil pevec, ker jaz sem rekel, A potem bi se strinjal malo z izjavo, to te moram vprašati, to vprašanje sem prav rekla, da ga prišparam, ko bom s tabo govorila. Bi se strinjal s tem, da je pop dizajn naredil Vilija Resnika? 100%. In jaz sem jih hvaležen za to. Ker brez njih, brez njihove želje oziroma te volje, ki so imeli, jaz sem bil zelo težek človek. Jaz sem vedel, da bom uspel v življenju, da bom muski uspel. In po 3 mesecih, ko smo posneli tisto Hasta la vista, sem rekel, fante, jaz sem dosti tega, da ne bom rekel, kaj je, me ne zanima to. In vem, da smo šli igrati na Pokljuko in da smo se kregali v avtu, ker sem rekel, nekaj, da bi se mogel obleči, tako pa to, fante sem imel prav. Jaz pa nisem pustil zato, ker me ni zanimalo to. No, ampak res sem jih hvaležen, oni so krivi za to, da sem jaz uspel, oziroma da sem dočakal to, da sem imel neko odskočno desko, da sem lahko nadaljeval. To bom vedno rekel. Zdaj bojo tudi oni rekli tako, ampak zakaj so potem pa menjali pevca, to pa še danes ne morem razumeti, ker jaz sem jim rekel, fante, ne menite konja, ki zmaguje. Ampak so imeli svoje pač poglede, prav, vsi smo se nekaj naučili iz tega. In definitivno se iz takšne zgodbe lahko naučimo tudi to, da če je nekaj tako zelo dramatičnega in groznega na prvi pogled, da ni nujno, da bo tako za celo življenje, ker danes pa z Miranom zelo dobro sodelujeta. Seveda imamo koncerte, dobro morate razumeti nekaj. Miran pa jaz sva bila v tej isti skupini. In ko eden odide, pomeni, da seveda nastane neko rivalstvo, kar je človeško. In če sem pošten povem, seveda sem si želel jaz boljše pesmi peti kot on. Ampak moram nekaj pa povedati. Miran je imel takrat mnogo boljši album glasbeni kot mi Pop Design. Ampak mi smo Pop Design bili in s tem Resnikom smo uspeli.
Zdaj a je to zato, ker sem jaz bil tako nor, da je to ljudem bilo bolj všeč in smo uspeli. Ampak zato sem pa rekel, v življenju obstajajo plačila in jaz sem mogel potem tudi zaradi tega, ker je bilo veliko nepoštenosti, to plačati in to vzamem. Ampak danes rečem, mislim, da sem se splačal skoraj. In tako, ne? In tako, z življenjem, za tega sem se tudi pač ločil in tako naprej. In da moš včasih, da si fovš, kako bi rekel slovensko, no, ja, da si zavisten, seveda, nekomu, ki ima hit. Ja, jaz priznam, ja. Zdaj pa lahko me obsojate. En bo rekel, pa ne, jaz pa sploh ne. No, potem pa nisi v redu. No, a pa še vedno kdaj začutiš v sebi to zavist, ko gre za glasbene kolege? Seveda, pa v zadnjem času še zraven to, kako je to mogoče. Aha. Če imaš ti neko dobro pesem, ki je ljudem všeč, pa nekdo, ki nima tako dobre pesmi, ampak je uspešen, zelo uspešen, pa si rečeš, no, Madonca, zakaj to? A veš, ampak to je življenje. Zdaj pa, če bo ostali rekli, da pa to ni, oni pa ne, no, jaz pa rečem, da ni čistko. No. Sam imaš izkušnjo z Eurovizijo in glede na to, da zdaj nismo dolgo časa po Euroviziji, koliko še spremljaš kaj to Eurovizijo, koliko si še del, koliko si še na tekočem? Sem pogledal posnetke, moram reči tako, to je zdaj samo še ime Eurovizija. Vse ostalo, to nima z muziko, nič vreden, nič pomena nič skupnega. In škoda, kam je to vse šlo. Takrat sem jaz bil leta 98, je muzika začela zgubljati muziko. Zdaj pa, kar je tole, kar pa nimam besed in mi je prav hudo. In bolj je problem tudi v tem, da je to zdaj ta Eurosong, šla tudi politika, to je pa zdaj konc tega vsega. Zdaj pa samo stvar o tem, kako se bo kdo kaj zmenil, kaj kdo je. Ena mala Slovenija v bistvu, kaj pa je to zdaj. Moti me pa to, da mi Slovenci gremo zelo pošteno v ta boj. Ampak mi spadamo v bistvu kaj butlni, ali kako bi rekel, se borimo, mislim, kot Don Quixoti, no. Je brez, mislim, nažalost, ko bomo videli, kdaj bomo videli, ne vem, ampak da bomo videli, da je to biznis, da je to dogovor, da je to politika, takrat bomo mogoče začeli drugače razmišljati. Si imel na začetku, ko si šel na svojo samostojno pot, kdaj probleme s tem, da si v pesmi, ki si jo delal ali pa ne še izdal, ampak da si rekel, čist preveč pop dizajn? Preveč zveni tako. Ne, po mojem sem si želel, ampak ja, pač pop dizajn je bila firma takrat, to je bila firma velika, mi smo delali vse naše. Karkoli smo naredili, eno od teh plačil, ki smo jih mogli narediti, oziroma sem jih mogel doživeti, je tudi to. Ko smo mi šli na festival, je bilo jasno, da bomo mi zmagali. A je to pošten? Ne. Alora, vem, ostali glasbeniki so se zakirali, zafrustrirani so bili zato, ker so rekli, spet te, ja, nimamo kaj iskati. Ja, ampak lej pač, tako je bilo in zato boš v življenju potem plačal tudi kakšno kazen. Na samostojni poti zdaj se mi zdi, da v zadnjem obdobju, mogoče tudi prej, popravi me, veliko sodeluješ z Rokom, Rok Lunaček. Ja, z Rokom sva se ujela, ko sva se prvič srečala. On je bil moja rival v bistvu tudi. In sem se mislil, ko smo imeli sestank, je ta veliko govoril. Sem se mislil, pa stari, noš ti meni delo muziko, se ne veš, kako je in kaj. Ma ti moram reči, da so se dobro ujela. Celo tako dobro, da mu zdaj nočem povedati vse zgodbe, kaj se mi dogaja. Zato, da jih ne spremeni v besedilo, tako, ne? Ker jaz sem mu že rekel ene parkrat, Rok, prosim, ne govori mojega življenja, ker se jaz pa ti pogovarjava. Je pa iskren človek, zelo dobro ne pozna, imamo približno enako zgodbo življenjsko in na koncu to sodelovanje prerasto čist vse, veliko spoštovanje in njemu sem pa kar bom rekel, mečken sem mu fovš, ampak mu privoščam, da uspevajo tudi flirti. Res? Čeprav rečem, da je stari, malo težkega srca, ampak lepo je, vesel sem, ker res dobro delamo in če moraš tudi drugemu želeti dobro, seveda jim je tudi uspelo njim dobro, ampak še vedno reči, dio mio, mečkem, da mi še smalo takole, ne, ampak lej, spoštovanje je, še vedno je veliko spoštovanje. No? Kolikrat te pa recimo zavede to, da ko ustvarjaš novo pesem, da si rečeš, oni imajo pa nov hit, pa bolj so šli v te vode, pa ful ga imajo ljudje radi, da bom jaz tudi tega dal. Ja, ampak Rok vedno, ko gre delati za mene, pesem, on vidi mene.
čist drugače, rekel Vili, jaz čist drugače vidim tebe kot mene. Čeprav imamo nekak glas, pa ja, on veš kaj, ko mi da ta demo posnetek, on poje in ponaša mene in potem jaz hočem ponašati njega, ampak dokler gremo tako, gre vse v maloro, potem jaz moram sam zapet, ne. In on me spoštuje tudi kot pevca, kot osebo in veš, jaz muzika nisem niti govoril, ker me je sprašal, ti kaj pa se zdi za tega, pa za tole. In jaz sem rajš tih, mu rečem, stari boš videl, sej, kaj če ti reči. Ampak potem vedno pride na tisto, kar jaz vem in potem rečem v rok, se bi ti rekel, ampak kaj me je s tebi govoril, moram sam doživeti to odnos do določenih oseb, nisem jaz najbolj pameten. Koliko je pa tega v glasbenem poslu, v glasbeni industriji, ne rivalstva, ampak koliko, a ne, Slovenija je majhna, pač to je res drugače kot nek svetovni trg. Ja. Koliko je teh, kako bi se sploh prav izrazila, ne zlobnih jezikov, ampak a veš teh, ko se nekje srečate, pa ste vsi prijatelji, pa kje si Vili, živijo gor, dol, dolgo se nismo videli. Vidiš, da bi rekel tako, to je ena stvar, ki mene strašno razjezi. Ko sem jaz začel glasbeno kariero, sem spoštoval ta stare glasbenike, to so bile za mene legende. Jaz sem gledal na televiziji, oni so bili wow, spoštovanje, a lahko ponudim pijačo, teda. Te mladi so pa to zgubili. In nimajo nobenega spoštovanja, naprimer do nas, ki smo starejši, pa nisem rekel, da mora karkoli. V bistvu ga jaz pozdravim osebo, pa oni ne odzdrav, ker oni so zvezde. In sorry, tukaj pa meni, lej, vprosti, sem toliko naredil, da pa lahko rečem, in vsak mu povem svoje, in vse je neka igra neiskrena. In to mene pri slovenskih glasbenikih blazno moti. Veš, jaz sem imel neki rek, tak butasti rek, mislim, res beseden vrstni red, ki je bilo res tako malo butasto omejeno, zato so po mojem to mislili, da sem malo čingi, ampak nisem mogel nikoli nobenemu se pogovarjati osebno. Se mi zdi trenutno, z Rokom lahko govoriva stvari. Nima nobenih skrivnosti in lahko govoriva, ker vsi ostali, se mi zdi, pa vsi nekaj kalkulirajo. Poslušajo, kalkulirajo in so blazno neiskreni. Ok, če je to način življenja glasbenikov, bom tudi jaz sprejel to. Meni pa to ni všeč. In ta nefair odnos teh mladih, ima eno pesem, ki je poznana in zdaj stari vse, on je car, on vse obvlada. In ni res tako, ker življenje se obrača in greš gor in dol in hudo je takrat, ko padaš dol, kaj se zgodi z usodo teh ljudi in to, kar dajo mladim osebam upanje, da bojo nekoč zvezde, to je strašno. Ljudje se ne zavedajo, kaj s tem naredijo s to osebo. Mogoče celo huje kot pri tebi, ki je bilo kontra, ker nihče ni verjel, ti pa si, ne? Ja. V bistvu prej, si to razlagal, da si že od nekdaj govoril, da boš ti prepoznavan in uspešen in da si hrepenel po tej slavi, ne? V bistvu, če zdaj greva v današnji čas, ne, bi ljudje rekli, da si ti že kot mlad zelo dober manifestiral. Jaz sem verjel vase. Tako moderna, veš, jaz če sem verjel manifestiram. vase, ker sem vedel, da sem, bom rekel grdo, zdaj nenormalen. In jih bom s to nenormalnostjo, jih bom pregovoril, lej, verjemi, ali pa s to energijo. Lej, bili smo v Koreji, tam me ne poznajo. In jaz sem pokazal ljudem okrog sebe, pa dobro situiran ljudi, saj ko pogledajte, kaj bo naredila energija. Jaz to sicer to energijo, to ne verjamem, mislim, tararam, ampak res je bilo tisto, kar sem rekel, sem gledal osebe in te osebe so prišle do mene, Korejci, kako to? Saj, kako se to, kar nekaj se skupaj daje, zato ker, ja, energija je pomembna, mislim energija, zdaj jaz jo imam ali nimam, ampak to je pomembna stvar, pozitivni pogled na življenje, pozitivno dajanje, ne vem česa, ne vem, eni pravili, ko imaš polno energijo okrog sebe, jaz sem rekel, daj še meni malo, da odkole, jaz ne vem to, ampak moraš biti pozitiven, gledati ljudi z pozitive, pa potem pride samo od sebe in veriti vase. A ti je pa kdaj kdo od glasbenih kolegov rekel, da si pa ravno zaradi te energije ali pa te, bom rekla, ja, te energije, ko stopiš v prostor, ker jo res zavzameš prostor, ne? Če ne s svojim prihodom, pa z glasom in glasnostjo. Pa z odhodom. A ti je kdaj kdo rekel, da si pa naporen zaradi tega? Verjamem, ja, mislim, da ja. Ampak na koncu je rezultat važen. Ker zdi se pa mi, da ravno zaradi
te tvoje, ti rečeš v narekovajih norost, drugačnost, kakorkoli, se pa veliko ljudi s tabo lahko poistoveti, predvsem pa ljudem, ki imajo lahko veliko takšnih in drugačnih težav, prineseš tisti kanček sproščenosti, veselja, nasmeha, kar pa ljudje takrat rabimo. 7 let sem delal na onkologiji in 7 let sem, mislim, da dovolj dobrega naredil ljudem, pa nisem to delal zato, da bi hotel jaz, da bom s tem nekaj dobil, ampak sem vedel, da sem naredil toliko dobrih stvari, da slej ko prej se mi bo to vrnilo. Nisem delal namenoma, da bi bez dobil nekaj plačen zdaj, ampak vem, ko sem odšel iz onkološkega inštituta, so napisali peticijo, da zahtevajo Vilija Resnika nazaj. Ker jaz sem bil za njih sonce. Jaz sem predvsem izhajal iz življenja. A veš, koliko je bilo, smo bili dežurni, pa so bile težke situacije, pa jaz sem se s hecom rešil. Če ne drugega sem rekel, da sem glavni kirurg, ki to vse operiram v parih minutah, zrihtam vse. In sem tako zrihtal. Nekomu je to pomenilo vse, ker se ni upal niti vprašati. Ampak jaz sem videl ljudi, že s tem, ko sem jih dobil v oskrbo, sem videl, kakšne zgodbe so to. In zato vedno rečem, še moje bivše, sem rekel, stara, pa zakaj se midva skozi kregava, ker je življenje čisto drugot. In treba ga uživati, ne se kregati. In tudi danes rečem Slovencem, kako moramo biti mi butasti, se kregamo med sabo, a imamo samo eno življenje. Se mi zdi, da vsi čakamo, da imamo 2-3 življenja. Popravne izpite, ne? Ja. Hej. Ampak veš, res mi je všeč, kako govoriš o tem, ne smemo se kregati. Zakaj se kregamo? Pa sam si šel konec koncev večkrat po teh, po teh. In se mi zdi, da mogoče pa kar se tiče teh nekih konfliktnih situacij, da si pa zdaj res mogoče prišel v to, dajva reči, zrelo dobo, v smislu, da se ti pa čiza vsako figo, pa tudi ne da več. Ja, ne, sej, pazi, po moje vsi ljudje tako doživljajo to, ali pa me postanejo bolj modri. Ampak na koncu je res nekaj, a ni butasto. Mislim, mi se kregamo zaradi, kaj pa si, mogoče en moški na neki zabavi, mož spije malo preveč. Ja, pa kaj, konc sveta? A veš, mislim, sej jutri je nov dan, on pa zdaj uživa. In zdaj ga je treba toč, zdaj ga se ga ponižuje, to je brez veze. Tega pa verjetno vidiš veliko na teh zelo in privatnih. To vedno izpostavim, zato ker to sem doživljal, bom rekel, doživljam. In je škoda. Ampak se razumem, vsi moramo biti lepi, pametni, dobri in da se znamo kontrolirati. Ampak življenje, če se bomo skozi sam kontrolirali, stari, bo življenje zelo kratko. To je moje mnenje, mogoče nimam prav, ampak treba je uživati v tistem trenutku, ko si, ker nikoli ne veš, kaj te čaka. Zato vedno zdaj v zadnjih letih govorim, želim si samo zdravja, ker ne vem, kaj me čaka, ker je žvinka, jaz sem car, v bistvu meni je kul. Meni je kul. Časi pop dizajna, spet se vračam tja, so bili ne samo divji in prepoznavni in tako, ampak tudi verjetno finančno zelo stabilni in ste si lahko privoščali res nenormalne stvari za tisti čas. Ali bi, če bi bil zelo varčen človek, lahko danes še vedno živel od tistega? Mislim, da bi lahko. Saj se veš, kako je mladost in norost. Kaj pa tebe brige za starost? Zdaj pa malo drugače gledam, pa ko gledam, kaj se dogaja po svetu in pri nas, potem pa že moraš malo bolj trezno gledati, pa malo bolj razmišljati za naprej toliko, da ne boš ti kaj na koncu, kar je vedno možno, da ostaneš brez vsega. Ne? Mislim, je težko, danes ni več milosti. Takrat se še nekako dala, pa bomo v baraki živeli, ampak danes je pa drugače in moraš bolj modro, preudarno gledati na vse skupaj, kako boš kaj izpelo. Za katere stvari največkrat zapravljaš v smislu, da ti pomeni, da si jo prvoščaš, ne glede na to, da je pač malo dražja mogoče? Tako bom rekel, moja Tamara, seveda, ker nismo imeli prej še nazaj pred leti, nismo imeli toliko, da bi lahko kar trošil, sem trošil za stvari, razne tehnološke, fotoaparate in te stvari mene, računalnike, to mene zanimalo. Danes si pa rečem, toliko sem naredil, toliko zaslužim in če se nekaj zaželim, prvo opazujem, gledam in študiram kaj in potem si kupam. Pa ne bo tako ali pa tako. Zdaj, če bo to izpadlo, da je to neko impulzivno nakupovanje,
Pa ne bo. Ampak govoriva bolj o teh tehnoloških stvareh, recimo za povezavi z glasbo, ali govoriva o dobri uri? Vse. Ne, nisem fan, nimam neke tiste, bom rekel, na ure. Predvsem tehnologijo, računalnike, kaj pa še zraven, kako imamo, da bomo določene stvari rešili, televizijo, napeljave, take stvari me ne zanimajo. In če si jaz nekaj rečem, da si bom kupil neko novo kamerico, si jo bom kupil, ker si lahko. Če ne bi mogel, si ne bi. Ampak enkrat živim in hočem imeti spomine, jaz sem doma na milijone slik. Res ti bom povedal, na milijone slik. In jaz včasih dopoldne, ko sem sam, jaz gledam toliko let, rečemo 20 let nazaj slike, video gledam, kako je šlo življenje. In jaz potem pokličem moja Tamara, rečem, stara, kaj smo mi doživeli pred 20 leti, kako je to zdaj razlika, unaprav pa ti si zmešan. Ona vsa živčna v službi, da je bili neki zdaj. Unaprav ne, ti si zmešan, a lahko. In zdaj me heca, vedno me pred drugim prav, pa se tači zmešan, tiste slike gleda, pa tiste videe gleda izpred tolikih let. Meni je to najlepše, ker se spomnim, jaz sem mlajši, otroci bili mlajši, nič nismo imeli, zdaj pa uživamo. To je to. In zato imam probleme, ker se včasih mogoče malo preveč tudi hvalim, ker sem ponosen na to, kar sem naredil, kar sem doživel. Je to pa res, sicer moraš biti tih, evo zopet se pokaže, Slovenci, tih bote in ne govorite, kaj se dosega, kaj se naredi, bo tih, mora skrivati. To je meni totalno butasto. Da ja ne bo sosed vedel, koliko imam denarja. Pa ne, pa tudi ostali, ker potem tudi takole. Veš kaj, res je en dober rek, Slovenci vse oprostijo, samo uspeha ne. In tukaj smo zavozili. Zdaj, a je to majhnost, ali je to, dobro, pustimo vse, škoda, ker bi morali biti vsi veseli uspeha tega in bi bilo prav tako, ampak ni tako. Občasno dobimo tudi lahko občutek, ne, da kako smo v bistvu veseli uspeha nekoga drugega, ne? Ja. Ampak če se tisto sekundo, se pravi navzven, bomo rekli, ful dobro, ful ti prvoščem, ampak če si pa tisto sekundo čisto iskren sam pri sebi, ne, si pa marsikdo takrat reče, zakaj ni meni to? Jaz bom rekel, jaz imam svoje mnenje, svoje videnje in točno vem, koliko je ura. Meni treba nič kaj dosti govoriti, ker mi je jasno, pazi, je pa nekaj res, hudo je seveda nekomu, da to govoriš, tvoj uspeh, nekomu, ki pač ni pošteno. Težko je, seveda, tudi jaz nisem imel nič, pa vem, kako so govorili meni, sem si mislil, pazi, nikoli ne pozabil, jaz sem videl zalivanje trate v filmih, pa pri prijateljih, ki so imeli res veliko denarja, sem rekel, kako je to neverjetno. Zdaj imam jaz to. Mislim, kako pa to, Vili Resnik, jaz da vam jaz zaliva trato, Madonca, noro. A ni butasta stvar, ampak jaz sem pa ful ponosen. Meni pa dober. Zdaj bo rekli, da jih pa kakšne umnosti kvasi, ampak ja, drobne stvari, ki so zelo pomembne. Ampak tako kot mogoče je bila nekoč čokolada, ne? Tako. A če lahko rečem, bom rekel, neko eno stvar bi si pa res rad, da si malo naredim reklame, če dovolite, vse boste lahko tudi ven odrezali, če ne bo prvo, če lahko povem. Povej. Sem vesel, da bom lahko 14. novembra imel svoj solistični nastop v Ljubljani, v Cvetličarni. To je pa tisto, kar sem jaz 30 let solo kariere, imel bom goste. Oprostite me, če sem to izkoristil, pa dajte ven zarezati, ampak moram povedati, ker mi je v redu. Zakaj pa moram povedati? Zato, ker sem tudi prišel v situacijo, ko nekateri so lahko povedali tudi drugod to stvar, pa so še povabili, pa je super, jaz pa teh stvari ne smem povedati. Jaz imam pa to pripravljeno tukaj na drugem listu. Veš, zakaj se zdaj smejim? Zato, ker to, kar si zdaj povedal, je nekaj, kar vem, da ti res veliko pomeni. Sploh zaradi tega, ker parkrat vmes sem tudi že ujela, da ste se pogovarjali recimo, ne vem, z drugimi novinarji ali pa na intervjujih sem te slišala, ko so te zelo vrtali o tem, a si kdaj želel večjih odrov na samostojni poti, a ne? Bolj kot ne, zdaj hodiš na te privatne zabave, veliko imaš sicer nastopov, ampak bolj so to rojstni dnevi, poroke in tako naprej. In takrat mi je bilo tako zelo všeč, mi je bil zelo všeč to odgovor, pa mislim, da bi bil zdaj identičen, če bi ti jaz postavila to vprašanje, ko si rekel, sej velike odre sem že doživel, pa še jih bom, ampak to, ko pa greš med ljudi, ti pa da potrditev. Ja, po tolikih letih, jaz sem vsakič znova sem presenečen in ljudje, pa tudi če jih je samo 50, oni pojejo tvoje pesmi.
Je pa res tudi to, da moraš, ko prideš, moraš videti ljudi, kakšni so, kako reagirajo in da to speleš. Očitno imam neko sposobnost, da jaz vidim ljudi in da skupaj naredimo potem neko zabavo, ki bo vsem všeč. In zdaj ta zadnja pesem je zagotovo tista, ki se že verjetno tudi vsaj malo prepeva, zato ker gre zelo hitro v uho. Ja, le tako ti mi rekel, ta pesem Zate zvezda gori, to je točno tisti Vili Resnik, še s časom mogoče s pop-dizajna, zvok je 90-ih let, ko smo dali prvič to ven, sem rekel, Krešetu, producentu, sem rekel, jo stari, ali je to malo mim, zdaj mislim, kaj, bo rekel Resnik, nimaš nobenega božjega zvoka, ampak ne smo naredili tako in to sem jaz, in kitare zraven, ne še kot zanimivo spovem, se to zdaj že jasno, ko sem posnel demo posnetek, sem prinesel domov in moja Tamara vedno pravi, daj pokaži, da vidim, kaj ste posneli. Pa se kupus brez veze. In potem mi dam, me pregovori, da dam in polno, čisto razočarana, ker je rekel, to ni dobro, a hočeš končati glasbeno kariero? In pa mi govori to, da dam, in potem me vpraša na koncu, kaj, a to bo se dal ven? Ja, točno to bomo dal ven, ker sem bil že jezen. Zinata že malo, ja. To bomo dal ven in potem, ja, nisva govorila en dan, zato ker... Ja, tako je bilo. In potem mi je dala dobre misli, povedala, kaj je bilo narobe, jaz sem si to zapomnil in ko sem prišel potem na studio noter, ko so bile kitare pa že posnete, ker jaz sem se potem orientiral na kitare in če sem imel kitare, sem rekel, to je to. V 15 minutah sem posnel, producentu rečem, je bil čistih, sem rekel, kričal, kaj je narobe? Pravili pa to je noro. Skaj za nič? Rekel pa, to je dobro, to je noro dobro. In vidim tudi reakcijo ljudi. Mene je bilo malo strah, kako bojo zaradi teh kitarjev to sprejeli, ker sem mečken, ni čisto komercialno. Noro dobro. Odzivi so tako lepi, da moj prav, a vškaj napisal ljudem. Se rekel, kaj če napisal, če ne znam pisati, dej ti napiš nekaj to. Za take stvari da ne veš in da se jim zahvalim. In zdaj jim lahko poveš, veš, zdaj ne rabiš napisati. Ja, res sem hvaležen za vsak klik, ta odnos, kaj pišejo in vidim ljudi, da to iskreno pišejo in jaz sem kar presenečen, mislim, vesel sem, zdaj ne vem, če sem si to zaslužil, ampak očitno dobro in pošteno delam. Vsak glasbenik bo rekel, jaz zelo dobro delam samo za vas, dragi gledalci, poslušalci, pa to. Ampak veš kaj, na koncu po tolikih letih ne moš ti nekaj ukrokiti, pa zaradi tega, da boš ti uspel. Ne, se ne da, moraš biti pošten. In jaz vedno rečem, ljudje so meni največ. Zdaj pa, če tam nekaj se pozabavamo, pa da smo preveč skupaj, pa da se pogovarjamo z vsakim, ja, pa da ne bo narobe. No. Ampak meni je dobro. Še moja Tamara mi reče, da je mečkim bod mal zvezda včasih, no. Pa ima prav ima, pa spet, ko prinkem ljudi, jaz zgubim orientacijo. No. Ja, ker pravijo nekateri drugi, recimo slovenski glasbeniki, da pa ravno na takšne zadeve ne hodijo, zato ker potem ne bi veliko ljudi prišlo na recimo koncerte in tako naprej. Super. Jaz rečem, a ni fino, smo različni. Jaz vedno hočem ljudem dati, da jim pokažem, da smo vsi enaki. Vsi smo ljudje. Jaz vedno rečem, vsi hodimo na WC. A kdo ne? A ne, aj kakšen vesolc. Ampak vsi smo enaki. Saj so razliko dobro, da pač jaz sem malo bolj znana oseba, dobro imam to srečo. Ma drugače na koncu smo vsi enaki, vsi živimo enako, jemo enako in tako naprej. Zakaj bi se zdaj nekaj več? Blazno me moti, ja, ko so pa nekateri tako nedostopni. Meni všeč to. No, jaz ne vem, jaz sem drugačen. Meni to... Kakšnega gosta lahko razkriješ ali ne smemo še nič razkriti? Ne bom nič dal, sem rekel zato, ker nočem, da bi potem rekel, ja, resniki pa bo toliko pa to gostov, zato da so potem ljudje prišli. Ne, pa ljudje ne pridejo zaradi mene, kar se bo dogajalo, pa samo še plus. Vse v osnovi v bistvu nekako živimo kaj in kako, ampak bolj je to, da jaz ljudi, da jih povabim in da pridejo. In zdaj, ko so pošle prve pa druge karte, ko so bile za Facebook prijatelje, ne so bili za fene, jaz sem bil prav šokiran. Še zadnjič mi vpraša pač organizator, Vili, kako je zdaj, kaj se tebi zdi? Seko, jo, stari, če bilo po moje, bi jaz zdaj kar povedal, zato ker mene je strah skozi. A veš kaj, je odgovornost. Ja, me je. Zato ker vsem moramo se potruditi, moramo dobro narediti toliko organizacije. Me se pa ne da toliko, zato sem že toliko star, jaz to prepustim drugim.
ti bi rad prišel na oder in tam tako jaz uživo, svoje ne? naredim. Ja. Moja naloga je, se tudi nisem povedal, moja naloga je, da pridem in da pošteno in dobro, nepozabno naredim svoje na odru. To je vse. Ostalo mene, kaj je organizacija, mene ne zanima. Razen zanima me še to, kako bojo lučke izgledale, pa kakšen bo ozvočen, da se sliši dobro. To je to, ampak jaz nimam vpliva na to. Naj bogovi slišijo, bo Seveda, definitivno. mora biti, zato ker jaz vedno dam ljudem možnost in refren oni pojejo. In kaj češ lepšega po tolikih letih, da ljudje pojejo, to pomeni 2-3 generacije so še skozi in pesem je še vedno ostala. In Vili Resnik ima to srečo, da imajo 4-5 pesmi, ki bojo evergreeni. To je pa nekaj, wow. Če bi mi rekel, kdo na začetku karijere, da bom to doživel, to je nemogoče. In še ena stvar, ki je zanimiva, nekoč so bile ženske v prvih vrstah v času pop dizajna, Ja. Danes pa hčerke teh žensk Ja, lej, a ni želijo lepo. Vilija na svoji 40-letnici. A ni lepo, jaz sem rekel, ne se zdaj hodijo te ženske, Tudi, ki so bile ne? takrat mlajše, ki smo bili mlajši, hodijo lahko na nastope, ker pred 30 leti ti fantje, zdajšnji možovi, niso pustili, da bi hodili na nastope. A zdaj jih pa spustijo. Tako da, pazi, imamo mame in imamo hčere. Je pa lepo, da ljudje, Slovenci, učijo svoje otroke te muzike. Najlepše je to. In bodo ponosni. In jaz vedno rečem, lej kapo dol in smo lahko res ponosni in jaz sem ponosen, da to doživljam. In ne misliš še končati tudi s temi privatnimi zabavami? Ko je bila pred korono, sem že razmišljal o tem, sem rekel, ne, to je preveč, to ne morem, ker pa ne moram nastopati na velikih nastopih. Ne? Ampak potem, ko je bila korona, je bila to zlata, v bistvu tako malo, zdaj lahko povem, malo smo golfali, pa smo se vozili po gozdovih in zdaj, kar rečem, še vedno je, ker nikoli ne veš, kaj se zgodi z novimi zakoni, ki bojo še dovolili kaj nastopati z bendom in tako naprej. Kar laufa in jaz sem vesel, da je tako in res sem vesel. In ko nekomu polepšaš tisti večer, zdaj greh soboto sem igral za ene moje, tudi vmes, prijatelje, se res jim povedal, kako je. Prišli so nekaj je bilo tudi z Hrvaške, z enega kempa zelo poznanega in tam je res high society. Jaz sem jim pa kar rekel, dragi snobi, dragi šminkeri, dober večer, pel vam bo en socialni problem, vam bo pel in so vsi smejali in bilo res lepo je bilo. No? Res je bilo tako doživetje in je bilo tako lepo iskreno. Jaz moram povedati, kaj jih vidim. Ja, to so tisti, ki so uspeli v življenju. Jaz pa pač malo zraven gledam, pa malo pojem, ampak na koncu pa vidim, da morajo še oni peti in oni pojejo. A ni lepo? Da jih v bistvu mečkam sprovociraš tako, na nek način. In njim je to blazno všeč. A si kdaj greš ne bati ne dobo zaradi tega? Ne, dolgega to zdaj, jezika. Ne. Zato, ker, veš kaj, bom rekel tako, takrat včasih bi bil mogoče bolj tih, zdaj pa lahko rečem, ker sem Vili Resnik s takim statusom. In tudi tukaj priznam, da sem v prednosti, seveda z neko zmernostjo, da lahko malo več rečem, da se lahko pošalim tudi na račun nekoga. Če bi to naredil nekdo, ki ni poznan toliko, bi bilo drugače. In ljudje se lahko v trenutku obrnejo, isto kot otroci, ki so pošteni, v trenutku in so proti tebi. To pa je hudo. Ampak seveda, vsak ima toliko pameti, da ve, dokje lahko gre, kaj lahko rečeš. Tudi del tega me je motilo pri pop-dizajnu, ker je bilo včasih pretirano, ker jaz tam nisem dosti govoril in je bilo pretirano, neumestno in če sem kaj rekel, pač seveda nisem imel kao prav, ampak vse moraš pa vedeti, veš kaj, mečkim pameti pa je treba imeti. Kondicijo za nastope ohranjaš na kakšen način? Kolesart, pa malo včasih tečem, ampak sej v zadnjem mesecu dni. Včeraj sem pa bil na kolesu, po dolgem času, ampak ti bom vedel, mi je ketna dol padla in sem bil jezen. Še danes imam malo, ker ni šlo dol tista maščoba in sem bil prav, ampak jezen. To je, da se zrelaksiraš, takrat se spomnim veliko stvari. In tudi na telefone odgovarjam, ker me ne zanima. Takrat sem jaz svoje in uživam. Je pa tudi res, da pa ne grem preko svojih sposobnosti, zato ker nisem zafrustriran, da bi moral uspeti, oziroma ker nisem uspel v športu v mladosti, zdaj pa to nedavno. Ne, jaz uživam za svoje telo, da hodim sam. Tako da
mi je dobro to, včasih sem tekmoval tudi s konjem, ampak zdaj pa, če šlo to skozi. To sem te ravno hotela vprašati, koliko je še kaj te ljubezni? Ljubezni do konjev je. Mogoče bom kdaj kam starejši, da bom šel kakšnega konja najet, pa bom več kaj shodil po gozdovih. In to, da gre za cel dan, to, da doživiš, to je nekaj neverjetnega. Ampak zaenkrat, viš, da imam toliko muzike, da ni variante. V vlogi dedka se znajdeš? Ko mi rečeš dedek, prosti, nisem se ne, pa je malo zabolija, ne, koga? Dedek. Mi rečemo nono, ne, kakšen nono, pa nisem jaz nono. A ja, sem, ja, se znajdem, se grem pogledat malih in ne vem, jaz se vedno hecam in sprejemajo zelo dobro, ker si želim, da bi mogoče otroci bili vnuki, mogoče še en umetnik tudi med njimi, ali pa rečemo tudi otroci, zdaj, ki jih imam. Čakaj, koliko je vzel vnučkov? 2. Imamo fanta in punco in fant kaže nekaj, poje nekaj, zdaj punca še premlada, premehna. Tako lej, pazi, pustimo zdaj to jaz, veš kaj, svoj otroci, če bojo imeli željo, bojo, če ne pa, lej, najhuje mi pa je, da bi morali otroci se siliti noter v nekaj, kar mi metuje, ne, posebej pa ne v musko. Ampak je pa ta vloga veliko bolj lahkotnejša, ne? Vloga... Ja, je, pazi, je po drugi strani, ti pa rekel tako. Moja hčera je imela strašne probleme v gimnaziji zaradi imena priimka Resnik. Strašno. Jaz to nisem mogel niti pomisliti, verjeti, da se to lahko zgodi. Ja, 3 mesece, 4 mesece je bilo strašno. Res strašno. Ne moreš verjeti, da so lahko ljudje takšni. Pa govoriva o otrocih, o medvrstniškem? Ja. Ampak pustimo to, zato sem prej rekel tisto, ko poslušaš starše in tako naprej, hudo, strašno. Ampak pustimo. In zato mogoče tudi potem odločitev, da v novem zakonu ne greš še enkrat v to prikazovanje otrok in tako naprej. Tako, ja. Vili, najlepša hvala za super iskren pogovor. In zdaj ti dam še enkrat možnost, zdaj še enkrat jih povab v Cvetko. Torej, dragi gledalci, dragi prijatelji, 14. novembra tega leta vas vabim v Cvetličarno v Ljubljano. Tam bo Vili Resnik z gosti, bo zabava. Oziroma, vrnili se bomo zopet nazaj 30 let, 35 let, in slišali bomo tiste pesmi, ki jih vsi poznamo. Vili, hvala. Hvala.